Ženske in moški se na prvi pogled precej razlikujemo, ampak v resnici pa spet nismo toliko različni, še posebej, kar se tiče naše anatomije tam spodaj. Dejansko gre za iste dele, samo različno so razporejeni in v tem videu bom govorila ravno o tem. Pa začnimo na začetku, v maternici. Do 6. tedna je spolovilo enako tako pri dečkih kot pri deklicah. Potem pa se iz tega razvije ali penis ali pa vulva. Ali pa nekaj vmes. Včasih se namreč ne razvije vse tipično moško ali pa žensko in tem osebam rečemo, da so interseks oziroma interspolne. S tem ni nič narobe, dokler to ne povzroča zdravstvenih težav. Še vedno gre za iste dele, samo drugače so razporejeni. Pa dajmo najprej pokriti osnove. Katere dele sploh imamo? To je žensko zunanje spolovilo. To je vulva ali joni. Je ves zunanji del ženskega spolovila. Velikokrat jo ljudje pomotoma poimenujejo kar vagina. Ampak vagina oziroma nožnica je poimenovanje za tisto cev, ki vodi do maternice. Gre za mišičast organ, ki se ob zburjanju poveča in ovlaži. Obstaja tudi zmotno prepričanje, da se lahko raztegne, če ima ženska veliko spolnih partnerjev. Ampak v resnici se to ne more zgoditi. Tudi če se raztegne, kar se na primer zgodi, ko ženska rodi, se kmalu vrne nazaj v prvotno stanje, ker nožnica je narejena za to, da se razteza in krči. Nad vulvo je pa Venerin griček. To je maščobna blazinica nad sramno kostjo, ki je poraščena s sramnimi dlakami. Vulvo sestavljajo tudi velike in male sramne ustnice. Njihova naloga je predvsem ta, da ščitijo klitoris, sečnico in nožnico. Obstaja nešteto oblik in velikosti sramnih ustnic in velikokrat so male sramne ustnice celo večje kot velike. Ali pa je leva večja od desne in podobno. Vse te variacije so čist normalne in naredijo vulve samo še toliko bolj zanimive. In ko se vzburiš, v njih priteče veliko krvi in nabreknejo. Potem imamo pa tu klitoris. Navzven se vidi samo glava klitorisa, preostanek je pa v notranjosti telesa, ampak o tem več v nadaljevanju. Glavico klitorisa delno prekriva in dodatno varuje kožna guba, ki je podobna kožici, ki prekriva glavico penisa. Ko se ženska vzburi, klitoris nabrekne in tako postane tudi do 3-krat večji kot sicer. Tu, med glavico klitorisa in vhodom v nožnico, je sečna odprtina. Veliko ljudi tega ne ve, ampak iz te luknje ženske lulamo. Potem je pa tu še presredek, ki se nahaja med vhodom v nožnico in anusom in je zelo občutljiv na dotike. To je pa moško zunanje spolovilo. Tole je penis. Konica penisa se imenuje glavica. Pri mnogih moških je to najbolj občutljiv del in je primerljiv z občutljivostjo glavice klitorisa. Glavico penisa prekriva kožica, ki se pomakne navzdol, ko se penis vzburi. Kožica je izredno občutljiva, ampak jo pri veliko moških odstranijo že ob rojstvu zaradi verskih ali pa zdravstvenih razlogov. Kar nekaj razprav obstaja o tem, a je odstranjevanje kožice res smiselno, saj so s tem moški prikrajšani za določene spolne užitke. Tole tu je pa frenulum. Za nekatere moške še bolj občutljiv del penisa kot glavica. Nahaja se na spodnji strani, kjer se glavica sreča z gredjo penisa. Gred penisa je v bistvu telo penisa. To je del od korena pa do glavice. Pogosto je ta del penisa manj občutljiv v primerjavi z glavico. Pod penisom so pa moda oziroma testisi. Gre za parno žlezo jajčaste oblike, ki proizvaja hormone in spermije. Med modi in anusom se pa nahaja presredek. Pri moškem je to skoraj kot nek podaljšek penisa in se zato zelo dobro odziva na masažo. Veliko moških uživa v masaži presredka med oralnim seksom, saj je ob tem posredno stimulirana tudi prostata. Velikokrat lahko v literaturi zasledimo izjavo, da je prostata moška G točka.
In kar se tiče užitka, ki ga prinese stimulacija enega in drugega, je to res. Kar se tiče sestavnih delov, je pa razlika malo večja. Ženske imamo G-točko. Gre za območje v nožnici, ki je ful občutljivo. Stimulacija G-točke lahko nekatere ženske celo pripelje do orgazma. Nahaja se približno 5 do 8 cm globoko v nožnici. Najdeš jo tako, da prste zakriviš proti popku. Na otip je nekoliko bolj rebraste teksture. Če je ženska vzburjena, G-točka nabrekne in veliko lažje jo začutiš. Stimuliraš pa jo najlažje tako, da delaš tale gib, kao pridi sem, na tak način. Sama pri sebi jo sicer lahko začutiš, veliko težje pa jo stimuliraš brez pomoči kakšne igračke. Je približno tako, kot če bi sam sebe žgečkal. Pač nič ne čutiš. Če te pa nekdo drug, si pa veliko bolj občutljiv. Pa še kot zanimivost. Veliko znanstvenikov meni, da je G-točka v resnici tisti del nožnice, ki se dotika notranjega dela klitorisa. Spet drugi pa pravijo, da je G-točka stvar zase. Ampak, kakorkoli že je, dejstvo ostaja, da je občutek lahko prav fajn, če je dobro stimulirana. Prostata je pa moška spolna žleza. Velika je kot en oreh in sodeluje pri tvorbi semenske tekočine. Nahaja se pod sečnim mehurjem, približno 5 do 10 cm globoko. Najlažje se jo stimulira s prstom ali pa igračko. Redna masaža prostate lahko pomaga preprečiti nastanek raka na prostati in zmanjšuje možnosti impotence, ko si starejši. In ne le, da je stimulacija prostate super za zdravje, pripomore tudi k bolj intenzivnim orgazmom. Poleg tega, tako kot ženske lahko doživimo orgazem G-točke, moški lahko doživite orgazem prostate. Tisti moški, ki so to že doživeli, pravijo, da je tak orgazem čutiti po celem telesu in da je lahko veliko bolj intenziven v primerjavi z navadnim. Kot sem že omenila, je glavica klitorisa le najmanjši del cele zadeve. Klitoris je v resnici velik tam okrog 10 cm, ampak to vemo šele od leta 1998. Predtem nihče tega ni resno raziskoval. Takole izgleda klitoris in to so njegovi sestavni deli. Glavica in telo klitorisa. Kar pa je še bolj zanimivo, je to, da sta si penis in klitoris podobna. Če si pogledaš to sliko, vidiš, da sta sestavljena iz enakih delov, le razporejeni so malo drugače. Največja razlika med penisom in klitorisom pa je v tem, da je glavni in edini namen klitorisa užitek. In ni znano, da bi bil katerikoli drug organ v človeškem telesu namenjen samo temu. In zato je še toliko bolj zanimivo in čudno to, da kljub vsemu temu ženske v povprečju še vedno težje doživimo orgazem kot moški. Preden zaključim, pa na kratko še nekaj o bradavičkah. Bradavičke imamo vsi, ampak samo ženske jih dejansko rabimo. Zakaj jih imajo potem tudi moški? Odgovor je preprost. Zato, ker je evolucija rada čim bolj lena. Bradavičke so namreč ful pomemben del ženskega telesa, brez njih bi bili dojenčki lačni. In zato je evolucija poskrbela za to, da se razvijajo takoj na začetku zarodkovega razvoja. In veliko lažje je narediti tako, da jih dobi vsak zarodek, kot da bi jih pri polovici zarodkov odstranjevala. In zato imamo vsi bradavičke. No, to je za danes vse. A si izvedel kaj novega? Napiš mi to v komentar. In če te zanima več o spolnosti, nam lahko slediš tudi na Instagramu, Facebooku, TikToku in YouTubu. Vse, o čemer govorim, pa lahko prebereš tudi na našem blogu. Kmalu pa prihaja že nov video o masturbaciji. Če te zanima, kako nekateri ljudje odkrijejo masturbacijo, ga ne pozabi gledati. Čau!